Mogoče v navezavi s tem, božja previdnost sicer se da zelo, v celem Hobbitu se da zelo veliko aspektov tega, ampak mene še najbolj zanima mogoče ta prvi, ta klic k pustolovščini, ki je ponavadi najbolj tak pomemben, pa najtežji del za vse nas, tudi jaz, ki sem mlajši, mene najbolj zanima ta začetni del. Zakaj se je Bilbo sploh odločil iti na potovanje? Zakaj, če je vedel, da bo lahko... In kako vidita delovanje božje previdnosti v tistem začetnem delu, tako ta božji klic? To je bil tudi ta vidik poklicanosti, je se tudi nam zdel pomemben in smo ga tudi izpostavili, se pravi, to je vrednota prvega oratorijskega dne letos. Tudi zgodba gre v prvem dnevu in ravno o tem, to srečanje Gandalfa in škratov pri Bilbu in da se on odloči in gre. Zdaj, je zanimivo, meni zanimiv moment, mogoče še, da se navežem naprej, ko Bilbo skupaj pade, ne, tam, ne takrat, ko je omenjen zmaj, ne takrat, ampak pa ne vem kaj še, lahko da vsi umrejo, to ga še ne, ampak da se mogoče ne bo domov vrnil, ja, to je pa konc. Ja, in je zanimivo, zakaj on to premaga, pomemben je tudi ta vidik pri njemu, da vseeno nekaj je v njem, kar ga že v njem, ki ga kliče k pustolovščini, nekaj čuti, ne, pač v knjigi predstavljeno, kot da je njegova mama iz rodbine, ki pa ima nekaj pustolovskega v sebi, ne. In hkrati se mu, kakor se spomnim, zdi malo zamal, kako potem škrati začnejo govoriti o njem, da je pa ni za nobeno rabo, ne. In to ga pa tudi malo spodbudi. Hkrati pa mislim, da je tudi en pomemben vidik ta Gandalfova vera, ne, vanga. Gandalf ves čas vztraja, ne, ti zmoreš to, tudi če se ti zdaj tako ne zdi, in škratom to dopoveduje. In gotovo tudi vprašanje, če bi brez tega zmogel Bilbo iti samo na lastno pobudo. Kako vidita ta strah, ker od njega je očitno bilo najbolj strah spremembe, ne? Tistega je zafrkano. Gotovo. Ja, in tu se zelo strinjam. Gandalfova vloga, bi rekel, tisti božji potisk preko nekih nečarobnih trenutkov, čisto vsakdanjih prepletov, okoliščin, vsakdanjika. Nekateri pri Hobbitu oziroma Tolkienu govorijo o zakramentalnem vsakdanjiku. Ne živimo na visokih gorah, palačah, živimo v naših navadnih stanovanjih, hišah. Tam se dogajajo ti potiski. In ena stvar je ta Gandalfova vera v Bilba, božje zaupanje, čeprav to je zelo biblično, ne. Preroki, ki so poklicani, se tudi bojijo. Mojzes, veliki Mojzes, ne znam govoriti, nisem sposoben, Bog mu odgovarja in na koncu iz notranjih organov Mojzes, pošli koga drugega, nočem, ne želim, ne. Ampak tukaj so dve perspektivi. Božja, ki je stvarnik človeka in pozna njegove možnosti, in človek, ki zaradi te možnosti skozi percepcijo straha, družbenih pritiskov in tako naprej. In tukaj se Gandalf se je mogel pošteno razjeziti tam, ker so že škrati godrnjali, koga si nam zdaj, tukaj pogodbo. Se je mogel razjeziti, če jaz pravim, bo to dovolj, da je pravi. Je pa še en detajl, ki se mi zdi zelo pomemben, in to je nekje na koncu knjige, pa tudi mislim, da na začetku piše, da Bilbo do konca svojih dni ni čisto točno vedel, kako se je tistega daljnega jutra znašel brez malice, brez polne pipe, brez robčka na poti in je šel. Ni znal čisto točno pojasniti v smislu, včasih hočemo zelo racionalno popredalčkati to. Včasih se življenja, se mi zdi, pa naših odločitev ne da na tak način pojasniti. Včasih je tu preprosto milost ali pa preplet nekih dogodkov, ki naše življenja so za to dokaz velikokrat več kot dovolj.